Dobrodošli v ljubljanski porodnišnici in iskrene čestitke ob prihajajočem rojstvu vašega otroka. Verjamemo, da se vam poraja mnogo vprašanj, kako bo potekalo vaše bivanje pri nas. V želji, da bi spoznali našo ustanovo in svoje bodoče porodno okolje, smo za vas pripravili predstavitveni video, v katerem vas bomo popeljali po prostorih porodnišnice. Lepo pozdravljeni, sem Nina Badič, diplomirana babica in delam v porodnem bloku, prav tako pa tudi v triažno-sprejemni ambulanti. Sedaj pa si poglejmo, kaj vas čaka ob prihodu v porodnišnico. Ko pridete v porodnišnico, vas bo pri vhodu pričakala triažna babica in tu boste najprej izpolnila epidemiološki vprašalnik. Nato vas babica pospremi v sprejemno triažno ambulanto, kjer vam bo posnela CTG, ki meri srčni utrip vašega otroka. Skupaj boste izpolnile ustrezno dokumentacijo. Glede na vaše in plodovo stanje ter znake poroda, se babica odloči, na kateri oddelek vas bo sprejela. Lahko ste sprejeti v porodno sobo ali na oddelek za patološko nosečnost. Babica tudi pri vsakem sprejemu oceni, ali je potreben zdravniški pregled in vkolikor je, pokliče zdravnika, ki vas pregleda in se ustrezno odloči. Pregotava, gospa, saljo ste pozabila, še to vzamne. Evo, tako. Pridete zdaj z mano. Ko se sprejem zaključi, pride po vas babica iz oddelka, na katerega boste sprejeta. Zdravo. Zdravo. Evo, gospa bo sprejeta v porodno. Želimo si, da se pri nas počutite varno in nam zaupate, saj se trudimo po najboljših močeh, da storimo vse najbolje za vas in za vašega prihajajočega otroka. Lepo pozdravljeni v porodnem bloku. Sem Tina, ena od babic, ki bo skrbela za vas tekom poroda. V porodni blok ste sprejeti iz oddelka za patološko nosečnost ali sprejemno triažne ambulante. Najprej sledi sama higienska priprava na porod, potem pa vas sprejmemo v porodno sobo, kjer izmerimo vitalne funkcije, z Leopoldovimi prijemi preverimo, kako leži otroček in pa nastavimo CTG, ki se snema ves čas poroda. Vsaka porodna soba ima porodno posteljo, kjer je možno prilagajanje in spreminjanje porodnih položajev, ter pult z grelno nišo, kjer uredimo in izmerimo otročka. V najnovejši sobi imamo porodni stol, blazino, tudi porodno pljučko, možnost poslušanja glasbe in seveda, da ne pozabimo udoben stolček za novopečene očke. Možnost pa je tudi prilagajanja svetlobe vašim željam. Porod pa se lahko zaključi tudi s carskim rezom ali večjo poporodno krvavitvijo po porodu. Takrat ste premeščeni na oddelek za intenzivno perinatalno medicino, kjer nadalje poskrbijo za vaše okrevanje. Zaradi trenutne epidemiološke situacije osebje nosi zaščitne maske. Kadar sumimo na okužbo ali da ste COVID pozitivni, takrat smo oblečeni v skafander. Ker si želimo, da bi bila vaša porodna izkušnja kar se da lepa in da bi bili s porodom zadovoljni, se z vami pogovorimo o vaših željah in pričakovanjih glede poroda. Ok, gospa, evo, zdaj vas bomo peljali na poporodni oddelek, kaj prav, v 3. nadstropje. Zdaj veste, da zaradi covida trenutno obiski niso dovoljeni, a ne? Tako da načeloma se vidite z gospodom na dan, ko boste odpuščena, prav? Važi. Zdaj na oddelku je zelo pomembno tisto prvo vstajanje, a ne? Da ko vstanete, nas pokličete, ker ste po porodu, da se ne bi slučajno povrtelo, tako da vas za prvo vstajanje spremljamo. Ok. Drugače pa predstavljate otroka na željo njegovo, danes, jutri ga še ne rabite zbujati, drugi dan pa pol bolj malo aktivno začnemo dojiti. Prav? Tako. 3. nadstropje, soba 3 bo prav, da oddelek. Pozdravljeni še z moje strani. Moje ime je Marjetka Dolničar, sem diplomirana babica na enem izmed poporodnih oddelkov. 3 ure po porodu vas sprejmemo na poporodni oddelek. V naši porodnišnici tretiramo 24-urno sobivanje vas in vašega otroka.
Pri vas ginekološko vizito izvajamo mi, diplomirane babice oziroma diplomirane medicinske sestre. Vkolikor pa vaše zdravstveno stanje odstopa od normale, pa obravnavo vključimo tudi zdravnika ginekologa, porodničarja. Dan, ko rodite in prvi dan za nego otroka skrbimo mi. Tako imate mame dovolj časa, da otroka spoznate, da se spočijete, predvsem pa da skupaj z našo pomočjo vzpostavimo čim boljši proces dojenja. Drugi dan vas same nege naučimo in vas spodbujamo k samostojni skrbi za vašega otroka. V dneh, ko ste pri nas, je otrok s strani pediatra pregledan dvakrat. Presejalne teste opravimo mi, večino le-teh izvajamo v vaši prisotnosti, edino odvzem venske krvi iz glavice otroka opravimo v otroški ambulanti. Hospitalizacija po porodu je načeloma 2 do 3 dnevna, tako da ko vaše zdravstveno stanje in zdravstveno stanje vašega otroka dopušča, vas po dopoldanski viziti skupaj s pisnimi in ustnimi navodili odpustimo v domačo oskrbo. Pozdravljeni, sem Petra Dolinar, diplomirana medicinska sestra. Kolikor se bo vaš porod končal s carskim rezom ali boste potrebovali dodatno opazovanje, boste sprejeti na oddelek za intenzivno perinatalno medicino. Tukaj vam bo zagotovljen stalni nadzor in prisotnost medicinske sestre. Naš nadzor poteka tako, da vam bomo redno merili krvni pritisk, srčni utrip, dihanje in spremljali vaše splošno počutje. Če bo stanje dopuščalo, bo vaš novorojenček bival skupaj z vami. Skrb zanj pa bomo v prvih dneh prevzeli mi. Po 2 dneh bivanja pri nas boste premeščeni na oddelek za poporodno nego. Verjamemo, da je bila vaša izkušnja v ljubljanski porodnišnici prijetna in upamo, da se ponovno vidimo.